Pogovarjamo se z Evgenijem Aleksejevičem Fedorovom. A. Evgenij Aleksejevič, polkovnik ruske vojske. Evgenij Aleksejevič, kandidat ekonomskih znanosti, poslanec spodnjega doma ruskega parlamenta, član odbora državne dume za proračun in davke, aktivni državni svetovalec Ruske federacije. To ni najin prvi pogovor. Midva sva posnela veliko videoposnetkov. Pred približno 10, 8, 7 leti. In zakaj sem prišel k tebi danes v letu 2025? Ja, danes je junij 2025. Ker se je večina vaših napovedi in predvidevanj izkazala za pravilne. Ne vseh 100%, ampak vseeno sem primerjal z mnogimi drugimi politiki, nekaterimi analitiki, klepetavci na YouTubu in podobno. No, z vsemi sem primerjal in izkazalo se je, da je odstotek vaših napovedi, ki ste jih dali takrat, v preteklosti, zelo visok. Presežete vse. Zelo veliko ste zadeli, kar se zdaj dogaja. Torej, to, kar ste napovedali, se je uresničilo, no, v celoti ali delno, kaj ne? Ali pa se je uresničilo, vendar v nekoliko drugačni obliki. Ampak vseeno, to se je zgodilo. In seveda me zanima, zakaj imate takšno predvidevanje? No, očitno nisi vedeževalec, kaj ne? Ne, nekakšen astrolog, nič. Se pravi, izhajate iz določenih premislekov. Kaj je tvoja skrivnost? Izhajamo iz znanosti. Znanost ti vedno da odgovor, ker je znanost toga formula. Tam je 2 + 2 = 4. Kar napovedujemo, sploh ni zapleteno. Vsak človek, ki si prisvoji metodo, no, v tem primeru se opiramo na metodologijo znanosti o konkurenci med narodi, na načela zgodovinskega oblikovanja človeštva, kako živi na planetu Zemlja, kakšni so odnosi med ljudmi, med državami, narodi. In zato so motivi v tem vedenskem algoritmu pri vseh enaki. Metode za dosego ciljev pa so različne, zato to vedo tisti, ki se na to spoznajo. Najbližje temu so zgodovinarji in pravniki. Tudi oni vam lahko vnaprej podajo vse napovedi. Nič ni zapleteno, če ste potopljeni v to, recimo, znanost, v to matematiko. Nihče ne zna kar tako popravljati pit. Ampak obstajajo vodovodarji, ki to znajo narediti. Ne zato, ker so geniji, ampak zato, ker to preprosto počnejo in so preučili zadevo. Tukaj je enako. To pomeni, da razumemo, kako deluje odnos med narodi, razumemo, skozi kaj gre in kakšen bo rezultat tega odnosa. Na čem to temelji? Tekmovanje narodov. Kaj je to? Naredimo to takole. Teorija konkurence narodov. Da. Ljudje na planetu Zemlja živijo v skupnostih, imenovanih plemena, kasneje imenovane države. Zdaj se imenuje narodi, no, države, narodi. Tukaj so živali, živijo v nekakšnih čredah, v ponosih, nekakšnih jatah. To je njihova oblika življenja. In ta združenja, no, tekmujejo med seboj. To je tekmovanje v življenjskem okolju, ja, tekmovanje v naravi. Tukaj človek živi skozi tekmovanje v državah, narodih in plemenih predtem. No, se pravi, država, če jo primerjamo z živalskim svetom, je nekakšen roj, kaj ne? Da. Roj čeben. Ali pa je to krdelo volkov? Smatraj tega za mravljišče. Mravljišče. Tukaj. Dobro ime. Tukaj živi v tem, grobo rečeno, zelo grobo, mravljišču. In tekmuje z drugimi mravljišči. In kot posledica evolucije je danes ostalo 193 takšnih mravljišč. Da, se pravi, prešteli ste vse države. Da, ki so registrirani pri ZME. Ja, v redu. In to je tekmovanje med narodi? To je tekmovanje narodov. In zato je celotno življenje človeštva nenehne vojne. Kot vrhunec tega tekmovanja. Torej, vzemite katerikoli učbenik zgodovine in poglejte na konec. Običajno je v učbeniku zgodovine kratek opis zgodovinskih dogodkov. In tam imate en seznam vojn. Vojna, 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 prevrat, strmoglavljenje, vojna, 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 revolucija. To je pravzaprav koncentriran izraz tekmovanja med narodi v najvišji obliki konkurenčnega boja, a v obliki vojn. Vse vojne so samo zaradi ozemelj. Se pravi, vojne, ki niso zaradi ozemelj, so vmesne, običajno niso tako obsežne. Vsaka obsežna vojna je posledica spremembe meja ali pa njihove nespremenjenosti, a v tem primeru gre za odpoved kakšnemu ozemlju. Torej, to je ta boj, kot ga imajo živali za svoj življenjski prostor ali za, recimo,
nadzorni položaj, kjer na primer neko čredo nadzoruje določeno območje. Torej, narodi tekmujejo med seboj in za. In produkt ozemlja je konkurenca ozemelj. Za preživetje. No, gre za preživetje kot pri živalih. Tukaj je popolnoma enako. Za preživetje, se pravi, kdo bo preživel, kdo bo koga, tako rekoč, absorbiral in podjermil. Bo preživelo. Ker pa je narod podoben mravljiščem, katerih smo razpravljali, so to torej pravila delovanja. Ljudje so v bistvu povsod enaki, tako tukaj kot v Angliji ali v Franciji. Ampak njihova skupnost je pravzaprav tisti člen konkurence, torej skupnost. In ustrezno, teritorialna širitev omogoča tej skupnosti, da se spreminja, pri tem pa absorbira tudi druge ljudi, če so ti pripravljeni igrati po pravilih te skupnosti. In v drugi ali tretji generaciji bodo že pozabili, da so bili pogoltnjeni. Se pravi, da je boj za preživetje narodnih skupnosti tekmovanje narodov. Da, vse ozemlje na planetu Zemlja je razdeljeno. Če torej želiš postati večji, ga moraš nekomu vzeti. Zakaj ne moremo sodelovati? Ker so motivi človeka, tako kot katerega koli živega bitja, tekmovalna ekspanzija. Ja, morda lahko volk teoretično sodeluje z ovco, jo pa sej in se hrani z mlekom. Vendar v naravi ni tako. To je življenje. Recimo, da je Bog ali kaj podobnega organiziralo življenje točno tako, kot je. Človeško živo bitje je del žive narave s svojimi pristopi in načeli, tako kot v živi naravi. Možgani so nekako tisto orodje, ki ločuje človeka kot živo bitje od drugih živih bitij, kot so tiger, volk, medved ali kdorkoli še. Tudi oni imajo možgane. Različne stopnje učinkovitosti. Da, obstajajo kremplji, zobje, ušesa in potem so tu še močni možgani. No, cilj se načeloma ne spremeni, kaj ne? To je, da, tisto, za kar živijo vsa živa bitja, za kar živi tudi človek. Na to sem pozoren, a... Razumeš, zato so vsa živa bitja namenjena, da človek razvije kulturno komponento. Da, seveda je pomembno, 1000-krat večje kot pri živih bitjih, da. Ampak načeloma to ne spremeni pomena, ja. To je dodatek k osnovi. Ja, to pomeni, da samo po sebi ne spremeni cilja. To še posebej velja za konkurenčni boj narodov. Za posameznika znotraj naroda lahko obstajajo privilegirani položaji. Lahko je pesnik, pisatelj, vsi ga imajo radi, a to krepi kulturno komponento. Kulturna komponenta pa zvišuje status naroda. In zvišanje statusa naroda ugodno vpliva prav na konkurenčni boj tega naroda. Zato narodi načeloma ljubijo svoje, tako rekoč, kulturne osebnosti, saj v geopolitičnem, zgodovinskem smislu izjemna kulturna osebnost bolje doseže cilj nacionalne prevlade kot vojak. No, recimo le, da gresta vsak svojo pot. Vojak ima svojo nalogo, kulturnik pa svojo. Ja, ampak Različne sfere. a za državo je to v bistvu enoten prostor za krepitev svojega vpliva. Vsaka velika država, še posebej pa imperij, kot ste rekli, naslednje stopnje državnosti, si želi širiti svoj vpliv. To je osnovno načelo. Širi se, širi se, širi se. Ko zavzameš svoje mesto, kjer lahko dosežeš fizične meje, na primer v tej regiji, v Evraziji, se boš zagotovo povzpel na drugo celino. To je načelo. Mimogrede, Sovjetska zveza je imela isto načelo. Zakaj se je sploh trudil? Ustvaril revolucije po vsem svetu. V Afganistan. Po istem načelu. Ne samo v Afganistanu, ampak tudi, v Latinski Ameriki, povsod, tudi v Afriki. Ker je to načelo konkurenčnega boja človeka in naroda širiti se, dokler te ne ustavijo drugi. Se pravi, napihoval se boš, dokler te ne ustavi nekdo, ki se tudi sam napihovati. In prav ta trenutek trka ambicij določa nove meje kot posledico zaostritve v obliki svetovne vojne. Zdaj lahko veliko komuniciramo s tujci, kar prej ni bilo mogoče. In, v bistvu so vsi normalni ljudje. Normalni Nemci, normalni Nizozemci, normalni Američani. Z njimi se normalno pogovarjaš. Ne želijo ti nič slabega. Tudi jaz jim ne želim nič slabega, ja. A prav z državo kot sistemom pridejo v konflikt. Imajo nekakšen konkurenčni boj. Margini niso prijatelji med seboj. Da. Kaj pa naj potem storimo, če ljudje med seboj normalno komuniciramo in nimamo nobenih pritožb drug do drugega? Ampak država to počne, mi pa pripadamo različnim državam. Kaj storiti? V živo.
V tem življenju živi po pravilih tega življenja. Če si posebej ne želite, da bi imela vaša generacija težave, potem so bili mehanizmi za to razviti v človeški družbi. Tukaj so na primer banditi. Imata tudi svoje pravila v odnosih, kaj ne? Ja, tam se pretepajo, ubijajo drug drugega, kljub temu imajo določena pravila. In ta pravila, na primer, imajo razvite rituale teh pravil. To imenujemo pravo. Torej, pred pravom so obstajali rituali, ki so se nato preoblikovali v pravo v obliki konkretnih znanosti, dokumentov. Jaz sem recimo pravnik, v obliki pravnih dokumentov in tako naprej. Torej, banditi se med seboj bojujejo, a to ne pomeni, da si vsak dan streljajo drug v drugega. To pomeni, da se dogovarjajo. Postreljali so se med seboj, potem so sedli, upoštevali izgube, upoštevali, kaj lahko ena benda, kaj druga, in se dogovorili. Ta stran ulice je tvoja za ropanje in pobiranje davka, na tej strani pa jaz ropam, pobiram davek, iz stojnic pobiram denar. In to je to. Vojna je končana. Nato so se kopičila protislovja. Eden od njih se je odločil, da je že kul. Tam nima 500 razbojnikov, ampak že 1000. In spet. Ali druga beseda. Da, ali druga beseda, še ena vojna, v kateri so se spet dogovorili. Načeloma tako deluje mehanizem človeštva, le da se imenuje zakon. Se pravi, svetovna vojna. Strinjam se. Če govorimo o pravu, o tekmovanju narodov, po njegovi obliki organizacije v obliki prava, dobimo odgovore o tem, kaj storiti zdaj. Ne le kaj je Rimski imperij počel pred 2000 leti, ampak tudi kaj storiti zdaj. Da, Razumeš, ker obstaja samo en sistem. vse je enako, kot se je izkazalo. Je vse pravzaprav enako v naravi, med ljudmi, med banditi, med državami. Vse je enako, načelo je povsod isto in dejanja so pri vseh enaka. Zato, če poznaš ta načela, lahko na njihovi podlagi zgradiš strategijo in dosežeš rezultat.